Ta poročila o kletvicah, ki prihajajo od predsednika ZDA, široko citirajo arabski mediji, mediji Hamasa in iranski mediji kot dokaz, da se naši neislamski tekmeci prepirajo med seboj. Ne morejo se niti uskladiti, zato zmagujemo mi. Če se stvari na terenu ne spreminjajo, niste zmagali. Če je Hamas še vedno v Gazi, te vojne niste zmagali. Če je Hezbolah še vedno sposoben pošiljati vse te drone in izstrelevati rakete, niste zmagali. Dobrodošli nazaj v našo oddajo Naš bližnji vzhod, Al-Shakl Al-Sadlana. Halid Abu Taimi, moj dragi prijatelj, govorim ti iz New Yorka, kjer smo pravkar imeli parado. Pozdrav Izraelu. V tem trenutku. Zelo dramatično, prvič, da župan podpira džihad, podpira islamistično gibanje Hamas, ki je podaljšek radikalne šiitske islamske republike Iran. Brez primere, Halid. In to je res del naše današnje oddaje. Pravkar ste napisali prelomni članek z naslovom Zahodna šibkost nasproti džihadu. S tem se soočamo v New Yorku, s tem se soočamo po celotnih Združenih državah, Evropi in svobodnem svetu. Nahajamo se v zelo resnem trenutku nasproti džihadu po celotnem Bližnjem vzhodu, ki prodira tudi na zahod. Halid, kako vidiš to šibkost? Veš, vedno pravim, da moramo zelo natančno pogledati, kakšna sporočila Zahod pošilja džihadistom in drugim islamističnim skupinam po Bližnjem vzhodu. In če ti pošiljaš sporočilo, če jim sporočaš, da si jim naklonjen, ali da jih razumeš, ali da si zadržan in oklevaš, ali da si neodločen, ali da si šibek, jih to zagotovo opogumlja. In to je sporočilo, ki ga je Madani poslal džihadistom v zadnjih nekaj dneh. Sporočilo je: zmagujete. Župan enega najpomembnejših mest v Ameriki, na svetu, je na vaši strani. Biti proti Izraelu pomeni biti za Hamas. To pomeni podpirati islamistične teroristične organizacije. In tako se to vidi. Zato je zelo pomembno, da se postavite v kožo nasprotnikov, da vidite, kako oni to dojemajo. Vse je odvisno od zaznave, od tega, kako vas dojemajo. To je trenutno najbolj pomembno. To je ključno vprašanje, Halid. Saj je potem, ko sem z delegacijo Kneseta sodeloval na paradi Pozdrav Izraelu tukaj v New Yorku, prvič od ustanovitve parade leta 1964, aktualni župan, v tem primeru župan Madani, bojkotiral parado. Kot praviš, to daje zelo resen vtis zmage islamistov. Ker bojkot v bistvu to tudi sporoča. V najbolj naseljenem judovskem mestu na svetu, zunaj Izraela, je odprta lovska sezona na Jude. Nekateri ljudje mislijo, da je moja opaska nekoliko pretirana. Ampak predlagal bi, in pravzaprav me zelo zanima vaše mnenje o tem. Ko muslimanski župan, ki je pozival k globalizaciji, intifade, katere žena je podpirala džihadistične pokole 7. oktobra v Izraelu proti ljudem iz 51 držav, ne samo Izrael, bojkotira najpomembnejše praznovanje lokalne judovske skupnosti preko parade Pozdrav Izraelu. To pošilja sporočilo, da sta nasilje in antisemitizem ter spodbujanje k umoru popolnoma legitimna. Ne glede na to, ali je to v New Yorku, v New Jerseyju, v Evropi ali kjerkoli drugje po svetu. Kakšno je vaše mnenje? Potem, ne glede na njegovo ozadje in ne glede na njegova politična stališča, dejstvo, da bojkotira, veste, proizraelsko parado, pošilja zelo močno sporočilo. To ni sporočilo, ki je usmerjeno proti Izraelu. To je sporočilo, ki je tudi proti Judom.
To je enako kot pljunek v obraz ne samo Izraelu, ampak tudi judovski skupnosti. In zato sem rekel, da morate biti zelo previdni. Ni nič narobe, če kritizirate Izrael. Nič ni narobe, če rečete, da se ne strinjate z izraelsko politiko. Ni nič narobe, če kritizirate izraelsko koalicijo. Ni nič narobe, če kritizirate izraelska vojaška dejanja. Toda ko naredite korak dlje in začnete sodelovati v bojkotih in umiku naložb, ter začnete širiti protiizraelska stališča in propagando, to zelo oteži stvari. To gre na roko sovražnikom Izraela. In zato moramo biti pri tem zelo previdni. Rekel sem, vedno morate pogledati, kako vas vidi druga stran. Ne vidim, kako bi bojkot, umik naložb in sankcije dejansko pomagali spodbujati mir in sobivanje. Vedno sem trdil, mimogrede, da bojkot in umik naložb, ne glede na to, od kod prihajata, dejansko povzročata škodo, imata nasproten učinek. Če na primer Palestince prosimo, naj bojkotirajo izraelske izdelke, izraelsko mleko in izraelski sir, ne da bi jim ponudili alternativo, to ni propalestinsko, to je preprosto protiizraelsko. Prositi Palestince, naj bojkotirajo, veste, delo v Izraelu je smešno, ker kaj jim ponujate v zameno? Če nočete, da Palestinci delajo v Izraelu, jim ponudite alternativo. Ampak nekaterim zahodnjakom je zelo lahko sedeti tam v New Yorku, v Evropi in po vsem zahodnem svetu in pridigajo Palestincem, kaj je dobro in kaj je slabo za Palestince. Če želite pomagati Palestincem, se lotite pozitivnih pobud. Namesto da pozivate k bojkotom, poskušajte približati Jude in Arabce. To pomaga. Naveličani smo negativnih kampanj. Negativne kampanje le opogumljajo radikalce na Bližnjem vzhodu. Absolutno, Halid. In ko preidemo iz, bojkota k sprejemanju tistega, kar imenujemo pobuda za sodelovanje med Judi in Arabci, kaj se zgodi, ko džihadisti zavohajo šibkost, kot je Islamska republika Iran v trenutni situaciji nasproti Združenim državam Amerike, ker iz Washingtona prihajajo zmedena sporočila. Po eni strani predsednik Trump duši gospodarstvo islamskega režima, saj jim jemlje prihodke in prodajo do te mere, da izgubijo 15 milijard dolarjev prihodka na mesec. Po drugi strani pa predsednik pošilja sporočila, da je pripravljen srečati se z Mustafo Hamenejem. On je po njegovih izjavah na Truth Social na svojem X računu je pripravljen srečati se s Hezbolahom. Bil je v stiku s svojimi voditelji Balah posredno. In v tem stavku je rekel, da je prosil Netanjahuja, premijerja Netanjahuja, naj ne napade soseske Dahija in je ta privolil. Vse to za režim v Iranu diši po šibkosti. Absolutno, Dan. Kaj? Kar trenutno spremljamo je, gledališče. Ker Iranci in skupine, ki delujejo v njihovem imenu, gledajo na te nasprotujoča si sporočila Trumpa. Gledajo na predsednika, ki je zelo neodločen. Gledajo na predsednika, ki zjutraj reče eno, zvečer pa nekaj povsem drugega. Gledajo na predsednika, ki daje veliko praznih obljub. Gledajo na predsednika, ki odkrito in javno napada, predsednika vlade, najpomembnejšega zaveznika Amerike. In pravijo, da si z zadovoljstvom manejo roke in govorijo, to je čudovito, to nam dejansko pomaga. To dejansko kaže, da zmagujemo. To kaže, da je Amerika šibka. To, kar trenutno vidimo, dejansko ne škoduje ameriški verodostojnosti na Bližnjem vzhodu. Če želiš začeti vojno, jo moraš tudi končati. Ne moreš preprosto pustiti vseh front odprtih in trditi, da si zmagal. Če ne zmagaš, to pomeni, da so zmagali Hamas, Iran in Hezbolah. Torej se moraš odločiti. Ne moreš pustiti stvari v zraku.
To pošilja napačno sporočilo. In enako velja tudi za Izrael, mimogrede. In zato vas čas pravim, veste, spremljam, kaj govorijo Hamas, Hezbolah, iranski režim in njihovi podporniki. In oni to gledajo in pravijo, veste, v redu, napadali ste Iran, ampak iranski režim je še vedno tam. Poskušate se znebiti Hamasa, Hamas je še vedno tam. Poskušate razorožiti in se znebiti Hezbolaha, pa je Hezbolah še vedno tam. Torej, če ne dosežete popolne zmage, je to problem. In to zahteva potrpežljivost, nekaj, česar zahodni politiki nimajo. V svojem današnjem članku v inštitutu Gatestone sem rekel: Zahodnjaki se morajo od ljudi na Bližnjem vzhodu naučiti potrpežljivosti. Zahodnjaki želijo čarobne rešitve, želijo hitre rešitve. In to je nekaj, česar na Bližnjem vzhodu ne boste našli. Na Bližnjem vzhodu so tisti, ki so potrpežljivi, tisti, ki zmagajo. Oni so tisti, ki na koncu dosežejo zmago, ki razglasijo zmago. Ampak osebno me zelo skrbi, ker ne vidim, da bi Amerika ali Izrael zmagala. In tudi mene motijo ta poročila o javnem nesoglasju ali sporu med predsednikom Trumpom in predsednikom vlade Izraela. To znova pošilja sporočilo iranskemu režimu in njegovim proksijem, da se stvari po našem mnenju odvijajo v pravo smer. Njihove sanje so bile vedno, da bi zarinili klin med Izrael in Združene države Amerike. In ta poročila o tem, veste, kletvice, ki prihajajo od predsednika ZDA o burnem sporu, sporni telefonski klici. In vsi te citati, ki jih vidimo, jih na veliko citirajo arabski mediji, mediji Hamasa, iranski mediji, AS, in navajajo jih kot dokaz, da glejte, naši neislamski ali nemuslimanski tekmeci se prepirajo med seboj, ne morejo se niti uskladiti, niso enotni in zato zmagujemo. In to zagotavlja rodovitna tla za novačenje več džihadistov v prihodnosti. To je nekaj zelo nevarnega, kar morajo ljudje na Zahodu upoštevati. Halid, razjasnimo ta koncept šibkosti v primerjavi z zmago z vidika ZDA ali Zahoda v primerjavi z arabsko-vzhodnim pogledom. Kot zahodnjak bojo rekli, počakajte malo. Predsednik Trump je rekel in ameriški sekretar za vojno Pete Hegseth je rekel: Mi, Združene države Amerike, smo uničili iranske zračne sile. Mornarico. Njihove raketne zmogljivosti so zmanjšali za recimo 70%. Odpravili so vse vrste raketnih skladišč. Odpravili so njihovo proizvodno zmogljivost za nove rakete, pa tudi za drone, prav tako pa tudi sposobnost bogatenja urana. Vemo iz operacije Polnočno kladivo junija 2025, kar pomeni, da je prišlo do precejšnjega uničenja zmogljivosti iranskega režima. Zdaj, kot ste rekli, z vidika iranskega režima so še vedno na nogah, še vedno grozijo, še vedno napadajo. Zdaj so pravkar napadli mednarodno letališče v Kuvajtu, kar je z simbolnega vidika zelo pomembno. To je neverjeten razvoj dogodkov za njih, še posebej, ker se te slike širijo po vsem svetu. To je odvisno od letališkega prometa, se veste, za vse vrste, ne samo turizma, ampak tudi za vse vrste prevoza blaga in materijala in tako naprej in tako naprej. Napadli so Združene arabske emirate, napadli so Savdice, Iranci so napadli Bahrajčane. Tako da z njihovega vidika zmagujejo in govorijo, kot da zmagujejo. Kljub temu ne vidimo bolj agresivnega, celo nesorazmernega protinapada Združenih držav Amerike. Potem pa spet mislim, da se ne morem ne strinjati z vami. Za njih zmaga pomeni preživetje. In če preživiš, si zmagal.
Eden od razglašenih ali nerazglašenih ciljev ameriško-izraelskega napada na Iran je bila sprememba režima. Prav, to ni bilo odkrito omenjeno. Zdaj režima niste spremenili. Uničili ste njihove vojaške zmogljivosti. Uničili ste njihovo mornarico. Uničili ste njihovo letalstvo. Uničili ste veliko njihovih objektov, ne vem, jedrskih objektov ali kakšnih drugih objektov, balističnih raket. Ampak režim je še vedno tam. In dokler je režim še vedno tam, je to zmaga. Oni zmagujejo. In režim, ki še vedno stoji na nogah in še vedno diha, je to zmaga. Če je ta režim še vedno sposoben streljati na mednarodno letališče Kuvajt in groziti svojim arabskim sosedom, in če lahko ta režim še naprej oskrbuje Hezbolah z droni in orožjem, in če ta režim še naprej zagotavlja finančno podporo ali verjetno tudi vojaško podporo Hamasu v Gazi, kje je potem zmaga, o kateri govori predsednik Trump? Kako lahko rečete, da zmagujete? In da ste uničili njihove vojaške zmogljivosti, ko pa so še vedno sposobni izstreliti eno raketo na letališče v Kuvajtu. Stvari se merijo tudi v simbolnem smislu. Ljudje se zjutraj zbudijo in slišijo: wow, Iran je napadel letališče v Kuvajtu. Kakšno sporočilo to pošlje? Da je iranski režim še vedno tam. Da je iranski režim še vedno sposoben, veste, groziti svojim sosedom. In iranski režim in njegova ideologija sta še vedno tam. Ponovno, vedno znova ponavljam, tega režima ne morete odstraniti čez noč. Te džihadistične ideologije ne morete izkoreniniti v enem ali 2 tednih. Toda morate pokazati odločnost. Morate izkazati potrpežljivost. In če se ne oborožite z odločnostjo, s potrpežljivostjo, ne boste zmagali. To niso bitke ali vojne, ki bi jih lahko dobili v tednih ali mesecih. To je veliko. To zahteva dolgoročno strategijo za boj proti temu zlobnemu režimu in njegovim zavezniškim skupinam. In dovolite mi, da vam povem, mislim iz tega, kar tudi slišim, gledajo na administracijo Trumpa in pravijo: poglejte, koliko let ima Trump še. 2,5, 3 leta. V redu, bomo potrpežljivi. On bo šel. Prišla bo nova administracija in ameriška politika bo drugačna. Pritisk na nas se bo zmanjšal. Zdaj gledajo, kaj se dogaja v Gazi in kaj se dogaja v Libanonu. Kolikrat so nam rekli, da bo, veste, odbor za mir delal na razorožitvi Hamasa. Odbor za mir bo pritiskal na Hamas, da dovoli drugačno vlado, tako imenovano tehnokratsko vlado, da prevzame Gazo. Kolikokrat so nam rekli, da se bo, veste, Hezbolah razorožil in se bo umaknil. Hezbolah bo predal svoje orožje in libanonska vojska bo prevzela nadzor. In to so vse samo besede. Če se stvari na terenu ne spreminjajo, niste zmagali. Če je Hamas še vedno v Gazi, tudi če nadzoruje 1% Gaze, te vojne niste zmagali. Če je Hezbolah še vedno sposoben pošiljati vse te drone in izstreljevati rakete na severni Izrael, oprostite, niste zmagali. Potreben je nov pristop, potrebno je biti potrpežljiv. In če niste potrpežljivi, pošiljate napačno sporočilo. Ponovno pravim vsem tem džihadistom. Zadnja stvar, ki jo potrebujemo, je, da opogumimo džihadiste in spodbudimo druge, da se jim pridružijo iz prepričanja, da velesila in njen zaveznik Izrael ne zmagujeta. Niso nas sposobni premagati. Če jih ne moreš premagati, če jih ne premagaš, zmagajo oni. Tako pač je. Lahko jih ubiješ na tisoče in tisoče. Lahko uničiš njihove vojaške zmogljivosti, vendar ni popolne zmage. Potrebuješ popolno zmago. Torej, tukaj je vprašanje. Naš partner iz JCFA in strokovnjak za mednarodno pravo Bob Myers, ki je z nami sodeloval pri tej pobudi z naslovom Soočenje z džihadom,
Je strokovnjak za mednarodne islamske zadeve in je to povedal. Moramo pogledati na skrajne interpretacije Korana in islama, tako v radikalni šiitski različici, kot tudi v radikalni sunitski različici, kot jih uteleša ISIS, Al-Kaida in muslimanska bratovščina. Če pogledamo Iran z teološkega vidika, njihova DNK in njihovo poslanstvo je izvoziti islamsko radikalno šiitsko revolucijo, da bi povzročili ponovno pojavitev njihovega mesije, Mahdija, 12. skritega imama. In to je zelo pomembno. To ni le akademska vaja iz eskatologije ali scenarij konca dni. Toda tisto, kar jih žene, kar jih poganja, je globoka, versko motivirana zavezanost, odločnost, vztrajnost, da povzročijo nasilen scenarij konca dni. In želel sem dobiti vaše mnenje z iranskega vidika, z vidika režima, IRGC, ajatol, ker je večina iranskega prebivalstva proti temu teološkemu mandatu. Vendar je pomembno, da naši prijatelji in kolegi na Zahodu razumejo, da IT, teološko podprana misija je nespremenljiva. To je nekaj, kar je na Zahodu neznano. In to resnično zaznamuje njihovo popolno predanost, vztrajnost in sposobnost, da sami sebe prepričajo v svetu, da se premikajo proti mesijanskemu rezultatu. veste, kaj ne? Zadnjih 47 let je bila glavna strategija oziroma glavni cilj islamske revolucije izvoz islamske revolucije v sosednje države, predvsem v okoliške, arabske in islamske države. Zdaj ima Iran oziroma iranski režim recimo svojo lastno interpretacijo oziroma svojo različico, veste tega. Islama, naukov islama in tega, kam naj bi se stvari razvijale. Kot ste rekli, Iran predstavlja šiite med muslimani v nasprotju s sunitskim svetom. In v islamu so šiiti znani kot veliko bolj skrajni in veliko bolj nepopustljivi oziroma veliko bolj brezkompromisni. In to je v zadnjih nekaj stoletjih povzročilo trenja in napetosti med suniti in šiiti. Torej jih nekaj vendarle združuje. In to ni nekaj ideološkega, ni nekaj verskega. Tisto, kar jih združuje, je občutek, da so tarča neislamskih sil, zahodnih velesil, ki so po njihovem mnenju proti islamu, ki sovražijo muslimane na splošno. Obstaja še ena stvar, ki jih združuje. To je, veste, njihov boj proti Izraelu. Oba imata skupnega sovražnika. In veliko ljudi me je skozi leta spraševalo, veste, če je Iran šiitski režim, zakaj potem podpira Hamas, ki je sunitski režim? In vedno sem rekel, lejte, to ni zaradi ljubezni do Hamasa. To je zato, ker imata Iran in Hamas skupnega sovražnika, ki se imenuje Izrael. In ker je za Iran Hamas pomemben posredni akter v izraelsko-palestinskem konfliktu. In eden od ciljev Hamasa, eden od ciljev Irana, je imeti močan adut. In za njih je Hamas močan adut. Ko bodo končali s Hamasom, se ga bodo znebili. Iranu v resnici ni mar za Hamas ali palestinsko ljudstvo. Iran ima svoje lastne cilje. Enako velja tudi za Libanon, mimogrede, vendar je v Libanonu drugačen primer, ker je Hezbolah šiitska skupina. Ampak spet, vse se vrti okoli prevlade, vse je povezano z nadzorom. Hamas in Hezbolah imata nekaj skupnega, oba sta na mejah Izraela. In za njih, za Iran, je to nekaj odličnega. Potrebujejo, veste, da sta ti dve skupini zelo blizu Izraela, da jo lahko v prihodnosti uporabijo. In to je tisto, čemur smo dejansko priča. Tako da to povzame celotno, veste, razdelitev med suniti in šiiti. Poglejte, dejansko so dali svoje razlike na stran. O tem ne govorijo,
Ni govora o, veste, napetostih med šiiti in muslimani. In o tem redko slišite. Obstaja nekaj, kar se imenuje Amerika in Izrael, in to je nekaj, kar jih združuje. Zato so vzkliki na ulicah Teherana, vzkliki na ulicah Gaze, vzkliki na ulicah mnogih arabskih prestolnic. Smrt Ameriki in smrt Izraelu. Ali prihaja od šiitskih ali sunitskih muslimanov, v resnici ni pomembno. Tako da je to zelo prodorna ugotovitev, ko rečete, da v resnici ni pomembno, če poziv k smrti Izraela prihaja od Osame bin Ladna. 11. septembra 2001, ko je uničil dvojčka v New Yorku in Pentagon v Washingtonu. Ali pa, če je to iranski režim, ki je ubil na tisoče ameriških vojakov po Bližnjem vzhodu in poskušal izvesti atentat. Predsednika Združenih držav Amerike, Donalda Trumpa, in dva nekdanja visoka člana Trumpove administracije, Johna Boltona in Mika Pompeja, nekdanjega državnega sekretarja. Zdaj, moje vprašanje tukaj, ko zaključujemo našo razpravo, je, kakšna je... Obstaja razlika, ko Osama bin Laden reče, da moramo uničiti sionistično križarsko zavezništvo. Ne skuša pospešiti prihoda mesijanske figure, ampak skuša uveljaviti tisto, kar imenujejo dal ali islam, kar pomeni, da mora islam z tega vidika prevzeti svet. Da. Poglejte, ko Osama bin Laden in drugi, in to slišim tudi od drugih voditeljev vseh teh islamističnih skupin, govorijo o cionistih in križarjih. Kdo so križarji? Najprej, cionisti so Izrael. Križarji so nejudovski, nemuslimanski podporniki Izraela in Judov oziroma v tem primeru cionistov. In za Osamo bin Ladna, za te islamistične skupine, so prijatelji mojega sovražnika tudi moji sovražniki. Ameriko vidijo kot sovražnika zaradi ameriške podpore Izraelu. Že dolgo časa pravijo, da če ne bi bilo Amerike, bi lahko uničili Izrael. Ameriko in Zahod vidijo kot oviro pred svojim džihadom za uničenje Izraela. In to je eden od razlogov, zakaj bitke ne vidijo le proti Izraelu. In ponovno, če se navežem na tvojo točko, če pogledaš širšo sliko, gre za širjenje njihove različice islama, ne le v arabske in muslimanske države, ampak tudi v preostali svet, ter prisiljevanje drugih, da se podredijo ali islamu, ali pa se spreobrnejo. Ti ljudje še vedno živijo v času preroka Mohameda, vodijo bitke proti nevernikom oziroma nemuslimanom, da bi širili islam in ustvarili islamski kalifat. To je njihov končni cilj. Predstavljajo si svet, kjer vsi živijo pod kalifom. Muslimanskim vladarjem, kjer bi nekaterim nemuslimanom morda dovolili živeti kot manjšina v tej državi, vendar pa bi morala biti glavna prioriteta, da jih vse spreobrnejo v islam. Tako oni gledajo na stvari. To je tisto, v kar resnično verjamejo. To je njihova strategija in to je ideologija, o kateri govorimo. In ponovno, ni pomembno, ali gre za šiite ali sunite. To je skupno prepričanje, nekaj, v kar močno verjamejo in čemur so zelo predani. Torej, končno vprašanje. Če so sunitski skrajneži in radikalni šiiti zavezani temu združevanju v džihadu proti nevernikom, kar pomeni kristjane, jude in celo vse bahaje, katerokoli drugo vero, druze, veste, kurde, vse druge ljudi, ki se ne opredeljujejo kot muslimani. V njihovi predstavi, kako definiramo zmago z vidika džihadistov? Kaj bi jih prepričalo, da so izgubili? No, najprej moraš proti njim voditi neusmiljeno vojno. Nenehno jih moraš napadati. Vztrajati moraš v svoji kampanji proti njim, pa naj bo to vojaška ali gospodarska kampanja. Boriti se moraš proti njim na več frontah. Oslabiti jih moraš.
Preganjati jih moraš 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Pokazati moraš drugim, da izgubljajo. Če njihovi tekmeci, če zmerni muslimani in zmerni Arabci vidijo, da izgubljajo, bodo začeli, veste, dvigovati glave. Ampak če vidijo, da je Amerika neodločna in da predsednik Trump še ni sprejel odločitve, in če vidijo javno razdeljenost ali odprto razdeljenost med Združenimi državami Amerike in Izraelom, to dejansko krepi radikalne skupine. In to pošlje sporočilo proti radikalnim skupinam v arabskem in muslimanskem svetu, da sta Amerika in Izrael zelo šibka. Ne morejo zmagati v nobeni bitki. Vodijo nesmiselne vojne, ki ne dosežejo ničesar. In to je nekaj, kar moramo upoštevati, ko govorimo o tem konfliktu. Absolutno, Hali. Torej, končujemo na pozitivni noti, kot je po 7. oktobru pozval predsednik vlade Netanjahu, popolna zmaga. In zdi se, da Izrael, kljub vsem omejitvam, ki so mu naložene, napreduje v smeri zmage. V veliko boljšem položaju je v primerjavi z džihadom, kot je bil 6. oktobra. Še veliko je treba narediti. Združene države Amerike bi se, po mojem mnenju, lahko veliko naučile iz tega. Iz resnično neomajne zavezanosti. Zagotovo tega predsednika vlade, da bi premagali svoje sovražnike. Bodi si v Gazi proti Hamasu, bodi si v Siriji proti džihadistom, bodi si v Libanonu proti Hezbolahu, bodi si v Jemnu proti Hutijem, ki jih podpira Iran, ali pa v Iraku proti iranskim milicam tam. Tako imamo to hobotnico džihada, ki preplavlja celoten Bližnji vzhod in grozi Bližnjemu vzhodu z džihadom. Prav tako ne gre samo za Zahod. Torej, to je res vprašanje, ki mu moramo zelo pozorno slediti. In resnično se želimo zahvaliti našemu dragemu prijatelju in kolegu Bobu Myersu, ki nam je s svojim vodstvom in partnerstvom resnično pomagal, da smo se podali v to smer in se soočili z džihadom. Vaš zadnji komentar, vaše končno opažanje, Khalid Abu Talib? No, potem pa, da zaključim, vedno poudarjam, da moramo biti pozorni na to, kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu. Rad bi videl, da bi ljudje v Ameriki in na Zahodu, ki se ukvarjajo z Bližnjim vzhodom, rad bi videl, da bi razumeli kulturo Bližnjega vzhoda, razumeli jezik, razumeli način razmišljanja. Kar zaenkrat vidim, so ljudje, ki sedijo v Washingtonu, ljudje, ki sedijo v Evropi, govorijo o Bližnjem vzhodu, izražajo mnenja o Bližnjem vzhodu in sprejemajo odločitve o Bližnjem vzhodu. Brez razumevanja arabščine, brez razumevanja islamske vere, brez razumevanja ljudi, ki živijo na Bližnjem vzhodu. Govorimo o Arabcih in muslimanih, in to brez, da bi sploh obiskali Bližnji vzhod. In pomembne odločitve glede izraelsko-arabskega konflikta ali izraelsko-palestinskega konflikta sprejemajo ljudje, ki nimajo informacij, izkušenj in izobrazbe o Bližnjem vzhodu. To je nekaj zelo pomembnega. In zato naš program, ki se imenuje Naš Bližnji vzhod, vedno poskuša zahodnemu občinstvu predstaviti zakulisno razmišljanje na Bližnjem vzhodu, kaj ljudje dejansko govorijo, kako Arabci in muslimani na Bližnjem vzhodu dojemajo dejanja in retoriko zahodnjakov. To je zelo, zelo pomembno. Torej, moje mnenje je, bodite potrpežljivi. Če daste obljube, jih držite. Če obstajajo razprtije med Združenimi državami Amerike in eno od njihovih zaveznic, ni treba prati umazano perilo v javnosti. Obdržite to, veste. Držite to pod nadzorom ali za zaprtimi vrati in upajte na najboljše. To je edini način. In vsi upamo, ljudje kot sem jaz in ti, kar si želimo je boljši
boljši Bližnji vzhod. Želimo si sodelovanja, želimo si sobivanja med Arabci in muslimani. Želimo si več Abrahama. Muslimani in Judi. Ja, oprosti, ja. Arabci, muslimani in Judi. Želimo si več Abrahamovih sporazumov tukaj. Ljudje so siti vojn. Siti smo vseh teh vojaških operacij. Siti smo vseh skrajnežev. Želimo iti naprej. To je sporočilo, ki prihaja tako od Arabcev kot Judov, ki živijo ne le v Izraelu, ampak tudi na Bližnjem vzhodu. Mislim, da ste to povedali popolno. To je potencial novega Bližnjega vzhoda. Khalid Abu Tajmi. Moj dragi prijatelj in sodelavec že skoraj 4 desetletja. To je bil naš Bližnji vzhod. In vabimo naše gledalce, da se nam vsak teden pridružijo za dodatni vpogled v to, kako ta dramatična regija razmišlja, kako delujejo in kako vplivajo na Zahod ter druge kulture po svetu. Hvala, Khalid, res hvala. Hvala.